preiskave korupcije v zdravstvu. Odvetniki brezplačno svetovali ljudem. Na poštah zaradi voščilnic povečan promet. Dvorišče družine Weingartner odeto v lučke. Dober večer. Po državi je potekala ena od večjih kriminalističnih preiskav. Na kar 54 naslovih so iskali dokaze o korupciji v zdravstvu. Šlo naj bi za nedovoljeno dajanje in sprejemanje podkupnin. Preiskovali naj bi zdravnike iz Kliničnega centra Maribor, Ljubljanskega onkološkega inštituta, bolnišnic Celje, Novo mesto in Valdoltra. Pridržanih je bilo 11 ljudi, večinoma zdravnikov in dobaviteljev. Zdravstveni sistem naj bi bili zaradi domnevnih goljufij oškodovan za več kot milijon evrov. Preiskavo v Mariboru je ves dan spremljala Saška Jazbec z ekipo. 6 kriminalistov okoli 8 ure zjutraj najprej obiskalo pisarno vodstva. Nato so se odpravili na oddelek za finančne zadeve, nabavo in javna naročila ter v prostore informatike. Direktor med preiskavo ni dajal izjav. Po 4 urah pa je bilo jasno, da je tarča preiskave en sam zdravnik. O oddelku tudi ne morem povedati, ker s tem se potem delno razkriva identiteta. Lahko pa povem, da gre v tem obdobju od leta 2008 prvo od sklenjene pogodbe in potem izdobavljen material, poraba materijala na določenem oddelek. Neuradno naj bi preiskovali predstojnika oddelka za radiologijo Jožefa Matelo, ki v Mariboru opravlja tudi zasebno zunajbolnišnično specialistično dejavnost. Med preiskavo so tako zasegli prenosni računalnik in dokumentacijo povezano s finančnimi nakazili oddelka. Njih je zanimalo, kateri so bili dobavitelji v določenem obdobju, za katere vse robo, kakšne zdravila, opremo so dobavljali in kako se je potem ta roba znotraj kliničnega centra koristila oziroma na katere oddelke je šla, kdo je bil prevzemnik in tako naprej. Po podatkih kriminalistov so dobavitelji v zameno za sklenitev posla z zdravnikom oziroma predstojnikom ponudili nagrado. Ti dobavitelji so pa preko povezanih družb iz tujine denar nakazovali na njihove transakcijske račune, ki so jih ravno za ta namen ustanovili na območju Hrvaške, Avstrije in Nemčije. Vodja preiskave ob tem potrdil, da so v današnjih preiskavah že našli precej obremenilnega materijala. Našli smo tudi gotovino, zlate palice, to za intermezzo. Slode ob tem še dodaja, da je bilo od 5 do 20% vrednosti dobavljenega blaga namenjeno za nedovoljene nagrade. Ptujska bolnišnica pa še vedno nima direktorja s polnimi pooblastili. Kot vršilka dolžnosti bo bolnišnico najverjetneje do sredine februarja prihodnje leto še vodila Mirjana Bušljeta. Člani sveta zavoda so se namreč odločili razpis za direktorja razveljaviti. Novega bodo objavili takoj po novem letu. Ob tem poudarjajo, da je razlog za razveljavitev izključno ta, da je kar 5 od 7 članov sveta zavoda imenovanih na novo, da sodelujejo šele dober teden in da se morajo bolje seznaniti z delovanjem bolnišnice, da bodo lahko izbrali najprimernejšega kandidata. Danes smo se sestali, ugotovili smo, da imamo relativno oziroma da imamo premalo časa, da bi lahko sprejeli argumentirane odločitve. Dejstvo je, da je vsaj 5 članov od 7 imenovanih na novo, da je naš mandat, da smo skupaj zdaj en teden in da v tem času imamo premalo pravih in konkretnih informacij o delovanju bolnišnice, o stanju bolnišnice. Tisti, ki si sicer praktično ne morejo privoščiti pravnih nasvetov, so lahko danes pri 600 odvetnikih po vsej državi izkoristili brezplačno pravno pomoč. Čeprav pri nas deluje približno 1500 odvetnikov, jih je v akciji sodelovala zgolj tretjina. 19. december pa zato, ker je bila prav na ta dan v Ljubljani pred 146 leti ustanovljena Nacionalna odvetniška zbornica. Največ pomoči so ljudje iskali pri izterjavah, zemljiških sporih in dedovanju. Na vrata odvetniške družbe Grubar je danes potrkalo 10 ljudi, tudi Viktor Vičar, ki upa, da mu bodo odvetniki pomagali v boju z državo zaradi subvencionirane cene elektrike iz sončne elektrarne. In tako smo mi oškodovani za 90 000 evrov v roku 15 let. Ogromno je bilo tudi ljudi, ki jih zanimajo postopki osebnega stečaja, zapuščinski postopki. To bom rekel, tudi delavcev je bilo ogromno, se pravi delavcev, ki
Že več mesecev niso prejemali plač, ki jim delodajalec ne izplačuje prispevkov. Takšnih prošenj za brezplačno svetovanje ni bilo veliko samo danes. Vse več ljudi pri odvetnikih išče brezplačne nasvete tudi čez leto. Jaz sem bil SP, zdaj ne morem delati, nimam možnosti, da plačam. Kako naj plačam? Danes je Jugova odgovarjala tudi na vprašanja po elektronski pošti. Ob tem pa so nam odvetniki zatrdili, da pogosto ne zaračunavajo nasvetov, saj se stiska kaže tudi pri njih. Stranke so v bistvu zelo nebogljene v današnjem času, kajti naša zakonodaja je komplicirana, zelo komplicirana, hitro se spreminja, spreminja se sodna praksa. Smo pa danes imeli nemalo težav pri pripravi prispevka, saj več kot 20 odvetnikov seznama ni želelo odpreti vrat tudi medijskim hišam. Čas za brezplačno pomoč pa je bil marsikje pičlo odmerjen. December, ko so vsi v veselem pričakovanju novega leta, je za poštne uslužbence najbolj stresen. Čeprav pisemski promet upada, pa je konec leta še vedno mnogo tistih, ki prisegajo na voščila poslana prek klasične pošte. Tako imajo prav zdaj v poštnem logističnem centru v Mariboru največ dela, ko avtomatom pomagajo tudi številni zaposleni na pošti. Vsak decembrski večer, približno do 23. ure, v srcu pošte logističnem centru ročno razvršča predvsem praznične pisemske voščilnice, kakih 40 uslužbencev pošte. Nam pomagajo v tem času do Božiča, da gre promet tekoče naprej. Se pravi, drugače pa to dela stroj. Čez leto vsako noč to delo opravlja stroj, ki v eni uri razvrsti okoli 50 000 pisemskih pošiljk. Čeprav njihovo število zadnji 2 leti upada za 15%, je decembra povsem drugače. V tem božično-novoletnem času se še ljudje vedno poslužujejo tradicionalnih poti, se pravi, da pošiljajo voščila preko pošte. Na pošti pa priporočajo, da voščila v domovino odpošljete vsaj do 20. decembra, da bodo pravočasno razveselili naslovnike. V povprečnem mesecu je sprejetih na pošti okoli 26 milijonov pisemskih pošiljk. V tem času, se pravi par dni pred Božičem, se pa to številka poveča še za 2 milijona približno. Sicer pa so 24. decembra, dan pred Božičem in zadnji dan v letu, vse pošte odprte po sobotnem delovnem času. Če pa ob sobotah ne poslujejo, bodo takrat na voljo od 9. do 11. ure. Mariborski mestni svetniki nocoj ne bodo odločali o podražitvi komunalnih storitev, saj je župan Fištravec Toško umaknil seje in tako napovedal zamrznitev cen do konca marca. Na seji pa jih čaka prvo branje letošnjega 116 milijonov evrov težkega proračuna. Sejo spremlja Matej Korošec. Pozdravljen. Zadnja leta smo večkrat slišali, da proračuni niso razvojno naravnani. Kako je s proračunom za leto 2014? Dober večer. Po mnenju predlagateljev proračuna je tokratni, ki ga svetniki obravnavajo v prvem branju, razvojno naravnan, saj kar 36 milijonov evrov namenjenih za investicije. Največ za obnovo minoritske cerkve, pa Lutkovno gledališče in Mariborski grad. No, kot rečeno, je sicer proračun za leto 2014 težak 116 milijonov, 97 milijonov naj bi se vanj steklo različnih prihodkov, 13 milijonov bo prenesenih vanj iz letošnjega proračuna, za 6,5 milijonov pa bi se občina dodatno zadolžila. No, sicer pa je v njem več denarja namenjenega tudi za socialne transferje, okoli 20% več denarja pa naj bi v naslednjem letu dobile mestne četrti in krajevne skupnosti. No, v novem proračunu so zmanjšali tudi strošek plač v mestni upravi. Sicer pa je na današnji seji precej zanimivosti. Župan je tako iz seje umaknil točko o pobudah in vprašanjih svetnic in svetnikov, v katerih ponavadi svetnice in svetniki naslavljajo vprašanja na vodstvo občine in pa na župana. Tega danes torej ne bo. Sprejeli pa bodo tudi številne dokumente identifikacije investicijskih projektov, predvsem v trajnostno mobilnost, pa tudi v prenovo stare tribune osrednjega prireditvenega stadiona Ljudski vrt v Mariboru. No, sicer pa več o dogajanju na nocojšnji seji v naslednjih informativnih oddajah. Glavni dobavitelj tehnološke opreme za 6. blok šoštanjske termoelektrarne Alstom danes vendarle ni uresničil grožnje in ni ustavil del na gradbišču. Francosko podjetje naj bi privolilo v odlog plačila do 20. januarja. Gre za 2 zapadla računa iz prejšnjega meseca, vredna 10 milijonov evrov. Sledi še nekaj drugih vesti.
Poslanci zadnji dan decembrske seje med drugim obravnavajo novelo zakona o rudarstvu ter novelo zakona o gozdovih. Predlog zakona o gozdovih, pod katerega se podpisuje tudi SDS, predvideva ukinitev prevoznic za spravilo lesa za lastno uporabo. V SDS-u kot temeljni cilj novele navajajo zagotovitev racionalnega nadzora nad sledljivostjo prometa z gozdno-lesnimi sortimenti. S tem naj bi preprečili dajanje lesa nezakonitega izvora na trg. Poslanci se bodo lotili tudi novele zakona o rudarstvu, ki prinaša uskladitev s pravnim redom Evropske unije in odpravlja neskladja znotraj veljavnega zakona. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je potrdila finančni načrt zavoda za prihodnje leto. Prihodkov in odhodkov naj bi bilo za 2,3 milijarde evrov. Ob tem zahtevajo od vlade, da zagotovi denar za izplačilo odprave 3/4 plačnih nesorazmerij za zdravstvene uslužbence, saj bi to za zdravstveno blagajno pomenilo dodatnih 34 milijonov evrov stroškov. Predstavniki sindikalnih central pred petkovo sejo ekonomsko-socialnega sveta, na dnevnem redu katere bo sprejetje načrta za pripravo socialnega sporazuma, opozarjajo, da je treba v ospredje postaviti človeka, ne pa bank in kapitala. Izpostavili so, da želijo, da pride do dokapitalizacije standarda ljudi. Ustvarjalno in s humanitarnimi nameni pa občasno dneve preživljajo dijaki Srednje ekonomske šole Maribor. Izdelujejo namreč ladjice iz papirja. Gre za projekt, s katerim se želijo pokloniti žrtvam holokavsta in genocida v drugi svetovni vojni. Do 21. marca, ko praznujemo svetovni dan boja proti holokavstu, bi radi izdelali komaj predstavljivih 6 milijonov ladjic iz odpadnega papirja. Prav toliko naj bi bilo namreč žrtev holokavsta v času druge svetovne vojne. A si znate predstavljati, koliko je 6 milijonov? No, in to je bila tista ideja, se pravi, kako vizualizirati to številko. Po šolski ekskurziji v Auschwitzu se je Krabonja domislil, da bi mladim to število ponazoril s papirnatimi ladjicami. V enem dnevu so naredili 265, v enem tednu 6519, po enem mesecu okoli 50 000, v 3 mesecih pa že skoraj 1 milijon papirnatih ladjic, saj so se projektu priključile številne osnovne in srednje šole, društva, ustanove in celo družine. Izdelujemo to, ker nam ni vseeno, kaj se je zgodilo v preteklosti. Zdi se mi fajn, če to naredimo nekaj. Za druge. Dejansko se med sabo lahko pogovarjamo, kar recimo med poukom ne moremo oziroma ne smemo in res nas to nekako povezuje. Si pripeljala mamo zraven? Ja. Se je upirala? Niti ne, ne, sem jo prepričala nekako. Pa se še kaj pogovarjamo, kaj debatiramo, ne? Drugače to ne gre, ker je učenje, pa gospodinjska dela, tako da je to vse dobro došlo. Ob samem druženju pa ima projekt še humanitarno noto. Najprej bodo narejene ladjice razstavili, nato pa jih prodali in denar podarili otrokom v Indiji. Vsaka ladjica ne pomeni samo pomagati temu otroku, kjerkoli že, ali v Indiji ali v Sloveniji, ampak na nek način pokazati dovolj je. Dajmo vendarle ohraniti človeka in človeško dostojanstvo. Tudi če ne bomo dosegli ravno 6 milijonov, je pa pomembno to, da je proces, da je druženje, da razmišljamo, da smo skupaj. Projektu izdelave ladjic iz odpadnega papirja se pridružujejo vedno novi in novi podporniki. Držimo pesti, da jim bo uspelo nemogoče in da bodo do 21. marca čisto zares naredili 6 milijonov ladjic. Dokaz, da je nemogoče, ko gre za pomoč otrokom v stiski, še kako mogoče. In s polnimi jadri smo prispeli do kulture. V razstaviščnih prostorih v Kibli v Mariboru so prejšnji petek odprli razstavo Marka Jakšeta z naslovom Binca. Slike so nastajale med letoma 2010 in 2013, 8 pa je povsem svežih, nastalih prav za to razstavo. Marko Jakše je skrivnosten, samosvoj in medijsko izmusljiv avtor. Pri vseh premikih v umetnosti in novih medijih ostaja zvest slikarstvo in v njem figuraliki. V letih se v bistvu izmojstril tako na čist tehničnem nivoju, torej na nivoju metija, kot pa tudi na vsebinskem nivoju in je res postal en izjemno luciden komentator stvarnosti. Seveda motivika in prizori so pogosto sanjski, čeprav morda v zadnjih letih nekoliko manj kot na primer v 90-ih. Kar se tiče družbene kritičnosti, se v bistvu z leti na nek način nekoliko umiril. Vsaj mogoče je postal manj ekspliciten, ampak je pa družbena kritika, če o njej govorimo, prisotna na en precej bolj subtilen način. No? Slika je presneto in presenetljivo resna reč od drugod, nikoli čisto od tu in zato nikoli iz sanj.
Tako umetnik sam o svojih stvaritvah, z naslovi, ki nemalokrat učinkujejo duhovito in celo, tako Dobnikar, subverzivno. Jakše nenehno slika, po kuratorjevih besedah misli in živi sliko. Jakšetov kredo, zapisano ob tej razstavi, je namreč vse, kar slikar počne, počasi postaja slikanje. V prvi moški rokometni ligi so odigrali tekme 17. kroga. V vseh 6 tekmah so zmagala domača moštva. V Mariboru je Branik z 31-21 premagal Sviš iz Ivančne Gorice. Zadnja tekma v tem letu, ki so jo vijoličasti odigrali pred domačim občinstvom, se je odvijala po njihovih načrtih. Drugačen izid kot primerno visoka zmaga proti zadnji ekipi na razpredelnici ni bil pričakovan. Lestvica nič ne pokaže, treba jo pokazati na terenu. Mi smo se zmenili tako kot za vsako tekmo, borili smo se, v napadu smo prišli do lahkih golov, ko je obramba stekla. Res je, tekem je dost, bliža se konec, zaslužen počitek, čaka nas še zelo težko gostovanje v Ribnici in upam, da bomo nadaljevali zmagovalni niz. V 17 tekmah so Mariborčani dosegli 13 zmag. V 3 so si z nasprotniki razdelili točki, eno pa so izgubili. V prvenstvu smo imeli do zdaj en kiks, to je bila tekma s Krko doma, ki bi jo morali dobiti. Kar se pa tiče Celja in Velenja, pa načeloma oni so favoriti, imajo bolj izkušeno ekipo, imajo mogoče celo več igralcev, ki jih rotirajo. Mi kolikor toliko probamo in konkurirati. Z Velenjem nam je to uspelo odlično, žal mi je samo, da nismo zmagali one tekme. Zdaj pa bomo videli, ko bo na naslednjih 2 tekmah proti njim. Ekipa je napredek glede na minulo sezono naredila predvsem, če jo primerjamo s slabšimi ekipami v ligi. Tekme proti njim sedaj dobiva s precejšnjo razliko v zadetkih. Vzdušje v ekipi je super, igralci se med seboj družimo tudi po treningih, tako da ni nobenega problema. Derbi naslednjega kroga bo v soboto v Ribnici, kjer se bodo Mariborčani pomirili s 4. uvrščeno ekipo v prvenstvu. Temu bo sledil dober mesec brez tekem. Zelo napeto bo znova v sredini februarja, ko se bodo Branikovci pomirili z vodilnima ekipama prvenstva. Šef carigrajske policije je bil odstavljen z položaja po odmevni protikorupcijski preiskavi, med katero je bilo aretiranih več 10 ljudi, med njimi tudi sinovi ministrov. Turški premijer Erdogan je preiskavo označil za umazano delo, namenjeno spodkopavanju njegove vlade. Zdaj pa še sliko poglejmo drugo tuje dogajanje. Voditelji članic Evropske unije se sestajajo v Bruslju. V ospredju pogovorov je politika do Ukrajine, ki se namesto k Uniji obrača k Rusiji. Vrh je prvič od leta 2008 posvečen obrambi, a velikih premikov ne bo. Sicer pa naj bi potrdili drugi steber bančne unije in se dogovorili o reformnih zavezah članic v zameno za finančne spodbude. Voditelje so v Bruslju pričakali protestniki. Finančni ministri unije so po še enem maratonu dosegli dogovor o drugem stebru bančne unije, ki naj bi zagotovil urejeno sanacijo ali likvidacijo bank s čim manjšo obremenitvijo davkoplačevalcev in gospodarstva. Dogovorili so se o enotnem mehanizmu za reševanje bank, ki vključuje enoten organ in sklad za reševanje, ki se bo polnil s prispevki bank. Na trgu Svetega Petra se je zažgal 51-letni moški. Moškega so prepeljali v bolnišnico v Rimu. Zaenkrat pa še niso znani motivi za njegovo dejanje, niti podrobnosti njegovega stanja. Posnetki nadzornih kamer razkrivajo, da je moški svoja oblačila, očitno prepojena z vnetljivo tekočino, zažgal z vžigalnikom. Irsko in zahod Velike Britanije je ponoči zajelo hudo neurje z obilnimi padavinami in orkanskim vetrom. Po poročilih medijev je bilo več ljudi ranjenih. Poleg tega pogrešajo člana posadke manjše tovorne ladje. Več tisoč gospodinjstev je ostalo brez elektrike, podrta drevesa na cestah in železniških tirih pa povzročajo številne preglavice v prometu. Ta posnetek pa je iz zasedanja mestnega sveta kanadskega mesta Toronto. Župani in mestni svetniki so ob obisku džezovske skupine J. Douglas and the All Stars tako zaplesali ob izvajanju pesmi Boba Marleya Ena ljubezen. Bolj kot plesa in sloge smo med politiki gotovo vajeni grobih besed in celo pretepanja. A upanje v boljši svet, sploh tik pred božičnimi prazniki, predstavlja tudi svetloba. Zakonca Weingartner iz Zagorcev pri Ptuju sta zato v upanju na zdravje in boljšo prihodnost svoj dom okrasila s 1000 lučkami. Tokrat že 14. Hišo Weingartnerjevih tokrat krasi okoli 44.000 lučk. Kljub temu, da gospodu Francu letos zdravje ni najbolje služilo, ni pretrgal zdaj že družinske tradicije.
Meni to pomeni nekaj v svoje zadovoljstvo, največ pa za ljudi, za otroke, ki pridejo ogledati, pa si to ogledajo, malo pozavijo vsakodnevne tegobe, se malo razveselijo. To se mi dopadne, samo to mi najhujše je tak, da bi mogla večer kuhati, ker ne morem kuhati, ker elektrika svali. Za okrasitev porabijo skoraj 3 mesece. Toliko časa traja tudi pospravljanje in pregled luči. Letos je prvič pomagal tudi vnukin in fant. Predstavlja mi veliko zadovoljstvo. Rad pomagam tudi starejšim osebam. V današnjih časih je to malo drago, če se tako vzame, samo lepo pa je. Za elektriko vsak mesec plačajo čez 250 evrov, poračun pa znaša okoli 900 evrov. A Weingartnerjeva si želite, da bi čez 4 leta, ko praznujete zlato poroko, njun dom osvetljevalo 50 tisoč lučk. Če bo služilo zdravje, sigurno da bo. Lučke bodo njuno hišo krasile še vse do 6. januarja, ko godujejo sveti trije kralji. Precej svetlo oziroma delno jasno bo jutri še nad našimi štajerskimi kraji, drugod pretežno oblačno. Predvsem na zahodu in jugu bo občasno rahlo deževalo, ponekod bo še pihal jugozahodni veter. V soboto in nedeljo bo večinoma oblačno. Na zahodu bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Čeprav zmanjkuje časa, da bi letos dočakali bel božič, pa upanje na to ostaja. Prijeten preostanek četrtka želimo in nasvidenje.